Spoštovani predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, cenjeni kolegice in kolegi. V imenu Zbornice računovodskih servisov vas lepo pozdravljam na 15. kongresu računovodskih servisov. Dobrodošli na osrednjem dogodku naše zbornice, ki je namenjen predstavitvi najaktualnejših tem, pridobivanju novih znanj, izmenjavi mnenj in izkušenj, na katerih gradimo uspešno prakso. Letos smo se prvič po dolgih letih zbrali v enem lepših zdraviliških krajev, v Laškem, morda prav s posebnim namenom, saj je ena izmed tem letošnjega kongresa zdravje na delovnem mestu. Zbornica računovodskih servisov je že vrsto let sogovornik v vladnih odločitvah pri sprejemanju zakonov in pravilnikov z področja računovodskega poslovanja in delovanja. V zadnjem času pa najpomembnejši ambasador širitve pomena kakovostnega in odgovornega računovodskega servisa. V svoji prenovljeni viziji smo si zadali cilj, da bo do leta 2017 več kot 75% vseh naših članov pridobilo certifikat o usposobljenosti. Z jasnimi določili, kdo lahko postane računovodja in kakšna strokovna znanja zahteva upravljanje računovodskih storitev, dvigujemo strokovnost v našem cehu, hkrati pa zagotavljamo večjo varnost koristnikov naših storitev. Skrb za dvigovanje in vzdrževanje standardov kakovosti je ena izmed prioritetnih nalog Zbornice računovodskih servisov. Računovodja lahko postane vsak, ki naredi vsaj tečaj. Je malce posplošena obnova prispevka objavljenega v oddaji Preverjeno na POP TV z dne 28. maja letošnjega leta. Prispevek je imel zelo pozitivne odzive tako strani servisov, kakor tudi strani naročnikov naših storitev. Na tem mestu si lahko privoščim primerjavo z urejenostjo nekaterih panog. Če želiš ustanoviti turistično agencijo, mora zaposliti turističnega vodiča z licenco. Če želiš odpreti restauracijo, potrebuješ kuharja in urejenost postopkov in prostorov skladno zdravstveno zakonodajo. Če želiš opravljati dejavnost posebnega trenerja v fitness centru, potrebuješ licenco krovne organizacije. Ker nam je na zbornici dovolj tega, da je področje računovodskih storitev tako neurejeno, smo se odločili ubrati drugačno pot. Pot, ki so že prehodile sorodne organizacije v nekaterih državah Evropske skupnosti. Včeraj smo na zboru članov predstavili osnutek oziroma delovno verzijo standarda računovodskih servisov, ki smo mu pri določenih deležnikih v naši državi že zagotovili podporo. To pa je, po našem mnenju, pravilna pot, v kateri bomo morali trdo zakorakati v našo prihodnost. Vsi vemo, da računovodski servisi vedno bolj presegamo klasično pojmovanje naših storitev in postajamo celovit podporni servis upravljalcev v podjetju. Naša dejavnost postaja bolj kompleksna, celovita in pestra. Celovit in out of the box način razmišljanja sta postala nepogrešljivi del uspešnih poslovnih praks. Tudi računovodski servisi so klasične storitve vgradili v splet svetovalnih storitev, ki zagotavljajo večplastne in relevantne, pravočasne in natančne informacije, s pomočjo katerih lahko menedžment naših naročnikov spremlja boljše poslovne odločitve. V zadnjem obdobju pa je vse bolj aktualna tudi pomoč in svetovanje pri pridobivanju in izvajanju raznih razpisov, kot je na primer pridobivanje evropskih sredstev ali sredstev, ki jih podjetjem ponuja država. Danes je vse prepleteno in pester. Pester pa tudi program letošnjega kongresa, saj smo razširili teme na področja, ki niso neposredno vezana na jedro našega poklica, so pa nedvomno potrebne. Eno zanimivejših tem letošnjega kongresa posvečamo pomenu zdravja na delovnem mestu. Promocija zdravja na delovnem mestu zajema skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja. Zakon o varnosti in zdravju pri delu je prinesel tudi zahteve glede načrtovanja in izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu. Vendar pa ministrstvo še danes, žal, ni izdalo smernic za določitev in pripravo promocije. Vsaka uspešna organizacija temelji na zdravih delavcih, ki delajo v zdravem in spodbudnem okolju. Zdrav in zadovoljen zaposleni je namreč največje bogatstvo podjetja. S promocijo zdravja v delovnem okolju dosežemo zmanjšanje zastajanja dela,
Veča se motivacija, kar vpliva na izboljšano produktivnost, ki neposredno vodi do večje poslovne uspešnosti naših podjetij. Pomembno je, da pri načrtovanju programov promocije zdravja sodelujejo tako zaposleni kot vodstvo, saj mora vsako podjetje temeljna načela izvajanja prilagoditi svojim okoliščinam. Promocija zdravja bo uspešna le takrat, ko bo leta vključena v vse organizacijske procese kot trajen element. Zbornica računovodskih servisov je zaradi vsega naštetega v sodelovanju s Centrom za promocijo zdravja pri Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa začela s pripravo smernic za svoje člane. Na kongresu bomo obravnavali tudi delovno-pravno zakonodajo, spregovorili o arhiviranju računovodske dokumentacije, preverjali bomo dobro prakso, se podučili o letnem razgovoru za zaposlenimi in skrbeli za denar naših strank in naših podjetij. Ker pa smo že omenili, da se računovodje izobražujemo na skoraj vseh področjih, bomo naše srečanje zaključili s pravili poslovnega protokola in bontonu. In kam nas se to vodi? Trend razvoja v veliki večini usmerjen v avtomatizacijo prenosa podatkov od naročnika storitev do računovodskega servisa. Nekateri programi omogočajo, da lahko stranke same vnašajo izdane in prijete račune v aplikacije. Vse ostale računovodske storitve pa, jasno, je potrebno prepustiti računovodji in se med tem posvetiti svoje osnovni dejavnosti. Kot sem že enkrat povedal, tudi sam menim, da znam odzračiti radiatorje v moji hiši. Verjetno znam zamenjati tudi kak ventil na radiatorju, ampak zagotovo se ne počutim pooblaščenega in z dovolj znanja, da bi znal organizirati kompletno centralno ogrevanje v moji hiši. To moram prepustiti strokovnjaku. Torej je čas, da se lotimo dela tisti, ki smo za to poklicani. Izredno me veseli, da ste se v tako velikem številu udeležili letošnjega kongresa, saj to neposredno dokazuje vašo željo po izpopolnjevanju, po strokovnosti in po skrbi za kakovost storitev v naši panogi. Pomeni tudi to, da vam je mar in da ste pripravljeni žrtvovati 2 dni vašega dragocenega časa za svoje znanje, za uspeh vaših naročnikov in za uspeh panoge računovodstva. Želim vam prijetno druženje v prijetni družbi. Hvala.